Dober dan. Pozdravljen, Gargamel. Dan 2. Prvi dan je bil fantastičen. Ne, prelahko je šlo. Fantastičen prvi dan. Poglejte si vse na našem Facebooku, na naši spletni strani. Bravo, Miha, imaš ti to. Zdaj dan številka 2. Dan številka 2. Smo šli na Štajersko. Okay. Štajersko-savinjski konec. Štajerska je zmeri fajn, čeprav ima dosti klancev. Štartamo v Šmarjah pri Jelšah. Okay. Spet je križev pot tam takoj. Ne boš verjel, lagaš spet. Verjamem, pustva te križeve poti. To moram resno razmisliti, če bi mu dal vmes kakšno del, da mora skrižati gor. Okay. Štart Šmarje pri Jelšah, lepo, klele mimo, ne, mimo kaj že klele na vas, ko sem enkrat na avto kupil, jaz kle. Grobeljno se mi zdi, ja. Prav na Štajersko si šel po avto. Ja, Šentvid pri Grobeljnem, kle Grobeljno, sem enkrat kupil si na avto. Tako, in potem prideš v Šentjur pri Celju. Šentjur tako lep kraj, veš. Okay. Bil, lepo. Gre mimo, naprej še mimo tegale kmetijskega šolskega centra, tam se učijo te agronomi, kako bojo delali stvari. To potem prideš mimo seveda velike železarne, ne, v Štorah. In potem greš naprej, no, se malo zaostajam, kle sliko, Štore so kle naprej, ne. Tukajle, ne. Torej, kar v redu, zaenkrat kaže. Ravno, to je vse ravno, je prometa veliko, tovornjaki mu bojo trobli, ker je počasen, vleče se ko polž. Pozdravljali boste deželaka, vsak mu lahko pomaha, vesel bo vaše podpore, ampak ja, potrpežljivo mimo njega. Potem čez Teharje, ne, pa tukaj ob robu Celja, ne bo šel po glavni cesti v Celje, po glavni vpadnici, zato da ljudem se ne sname, ker je toliko počasen. No in tukaj pod Celjskim gradom lepo pride v Celje, naredi en tak krog, veš, koliko so zdaj v Rimu, ko je bil konec Gira. Ko so imeli krog, upam, da samo eden, ne? Žal se delali več krogov, ja. V redu, greva krog po Celju. In potem gre naprej ob Savini proti Laškemu, ne? Tako. Tukaj spet bo naredil prometni zastoj, ker za glavo se primem, ko pomislim, in pride v Laško, ne? Kjer, vidiš, koliko je pravzaprav malo zmanjšam, v Laško, kjer bo se ustavil in bo končal ta dopoldanski del. Zakaj bo v Laškem končal? Tako kot vedno vemo, da je tudi letos pivo in cvetje. V Laškem, mislim, da je že velika fešta. 14., 15., 16. Tako je, tisti vikend. Kjer je odlični bendi Joker Out, hčerka me že gnjavi za karte, druga hčerka me gnjavi za Bonnie M. Tako da upam, da jih bom lahko peljal, ker deželak po moje bo tok da ne bom grde besedo upravil, da do takrat si ne bo pomogel. Seveda bo deželak, bo zdaj in tam, bo imel kakšno pogostitev, da se malo okrepča, bo mogel sprobati, ne, če je letošnja dobra tale bira, kar se tiče piva. Pivo bo verjetno dobil, ne. Kle bo pojedel tudi kakšno malico, ne, itak poje preveč vedno. Račun je vedno velik. A zdaj je že to problem. Tudi. Za malco je težko dati človeku, ki se trudi za otroke in jih toliko tisoč pošle na morje. Kljub vsemu preveč, no, pustva to za drugič. Toliko kalorij, peva naprej, prosim, ja, res. Okay, da se ne skregava, še preden prideva do pol etape. Popoldanska etapa pa štarta v Velenju. Zadnje leta smo ponovadi v Velenju končevali etapo, ja. Tokrat smo malo obrnili, ob jezer, da bo pogledal, da se bo pogledal jezerce. Kakšno je, kako, da ga malo spomne na morje, ki je še zelo daleč. Ja, to me zdaj skrbi, kako bo šlo iz Velenja. Iz Velenja ne bo šel klečes, bil sem usmiljen, ne bom ga čez hribe pa mimo Janše poslal. Dobro. Bom ga čez druge hribe poslal. Katere? Te malo manjše, tako ne bojo tako hudi. Okay. Gre do Šoštanja in potem od Šoštanja dol pride do Mozirja. V Mozirju se obrne, naredi malo krog. In gre potem proti Letušu, Braslovčam in dol vse čez Polzelo do, veš kaj je v Žalcu, ne? Ja, Fotana, ne? Ja, no to. Enkrat je že končal tam, bil je zadet čisto. Ne, no. Jaz tudi upam, da se bo dobro. Bil je utrujen. Jaz tudi upam, da se ga bo dobro, da bo dobro sprobal pivo in da bo naslednji dan imel težave. Težave bo imel zato, ker bo že utrujen. To je zdaj drugi dan. Prvi dan je euforija, je spočit, še gre, drugi dan se že pozna.
Vsak klanec, ne, dodatna težava, ampak ok, tale Žalec bo najmanjša od vseh. Ta etapa je lahka, dolga je 77, torej do 17 km več kot prvi dan, ampak še vedno relativno lahka etapa, nič posebnega, nobenih resnih. Veš, ko bi rekli, kolesarstvo bi rekli za šprinterje. Ki ne znajo klanc voziti, pa so sam hitri na koncu. Ja. On bo samo cel dan bo počasi vozil Se spomniš Kvadrata, kako to gre? Dobro gre. Zavetrju od drugih in potem, ko bo videl cilj, bo malo pritisnil, da bo kaos. Da bo pri Fontani čim prej. Kaos sem se utrudil. Tako da, to je to, kar lahko povemo o drugem dnevu. Kaj lahko povemo še, da ne nas spremljajo. Spremljajte Deželaka na spletni strani www.radio1.si. Poleg pomagam 5 na 1919, en velik hvala tudi vsem, ki ste ga počakali že prvo in tole drugo etapo ob cesti in mu stiskali denar tudi v tisto veliko škatlo, ki vozi s sabo, da beste. Sicer pa tudi, če hočete kakšen drug način darovati ali več darovati, lahko darujete, imate QR kodo za bančne nakazila na naši spletni strani, pa možnost plačila s karticami. Pomagam 5 1919.